Imam rad, da ko tečem, da čutim ta zrak na golo kožo, se pravi, lahko bi rekel neposreden stik z okolico. Veter, temperaturo, če je dež, če je mraz, čutiš mraz, pač da ne sodiš temperature, pa tega sam občutek. Pridejo odseki ali pa obdobja, ko nič ne razmišljaš, ko ti enostavno več ur zleti mimogrede, ko si v tistem flowu, padeš noter, je pač gibanje in se fokusiraš na teren in praktično minevajo ure lahko tudi. Ja, je bilo tako, s kolegom sem se zmenil, da bo tekla iz moje strani na Triglav. Jaz sem njega ljubil, on je mene ljubil in tako je pač nastal, da sem jaz v 2 urah 24 prišel na Triglav. Na podlagi tega smo pač začeli te rekordi postavljati. In the heart of Europe, a captivating landscape unfolds, where nature's majesty meets human spirit. The Julian Alps of Slovenia, a land of pristine beauty and resolute communities, bear witness to the remarkable synergy between mankind and the mountains. This is the tale of the Julian Alps Trail Run, an odyssey that traverses these magnificent peaks, embodying a deep commitment to both the environment and the art of trail running. Ta čudovit bel apnenc, ki ga praktično nikjer v svetu ne vidiš. Potem čudovite ljudi, ki živijo ob vznožju teh gora. Ja, so trdi, marsikdaj nedostopni, ampak če s pravo besedo, s prijaznostjo, z nasmehom, ko prodreš v njih, vidiš, da so to eni izredno iskreni ljudje, polni sočutja. In ravno pri teh slovenskih ljudeh, ki živijo pod vznožjem gora, kljub tej neki trdnosti, raskavim dlanem, nosijo vse prej eno tako izjemno bogastvo. Ja, Julian Alps Trail Run je tek, ki povezuje različne destinacije znotraj Julijskih Alp. Nekako tako bi lahko rekel, da obkroža Julijske Alpe, predvsem ta najdaljša 170-kilometrska trasa. Povezuje tudi najlepše, najbolj atraktivne destinacije znotraj Julijskih Alp, tako najbolj poznane so kakšna dolina Soče, potem jezero Bled, potem pa nenazadnje tudi Zgornjesavska dolina za Kranjsko goro. Ja, tekma vsebuje 6 različnih tras. Za začetnike, mogoče tiste, ki so še malo bolj novi v svetu trail teka, sta to 10 pa 15 km krožne trase v okolici Kranjske gore, potem pa za tiste nekje srednje trenirane oziroma take že, tako recimo, srednje izkušene trail tekače 30 in 60 km. Za tiste najbolj zagrižene, najbolj resne, ki jim je to neka lahko tudi življenjska preizkušnja, pa 100 in 170 km trasi. Najbolj legendarna zagotovo 170 km, ki gre čisto takole nekako okoli Julijskih Alp. Ultra Trail Julian Alps je za nas Slovence je pač bonus, da je domača tekma, domač teren, marsikaj poznamo. Se pa najdejo tudi poti, ki so novejše ali pa neke variante poti. Kakor je trasa speljana po obrobju Triglavskega narodnega parka, te res naredi ne krog, ampak lep ovinek okoli. It's great.
Ja, sama poanta pri vsem tem je tudi ta, da v bistvu na svoji levi strani, takrat, če ves čas opazujejo, praktično skoraj ves čas opazujejo najvišjo slovensko goro Triglav, vidijo vse najvišje slovenske vrhove, v prvem delu mogoče malo bolj tale predel okoli doline Soče, potem v tem srednjem predelu res lepe poglede na Triglav, tam iz recimo Soriške planine, z Ratitovca, potem pa ne nazadnje tudi v tem zadnjem predelu, ko se spuščajo že tja proti Kranjski gori, še celo to Špikovo skupino, ki je tu zelo impresivna, tako da ja, razgledov ne manjka in tudi tele stezice, ki so potem takole malo na obrobju, imajo res prekrasne panoramske razglede. Narava sama, razgledi, sestava poti, teren se spreminja, ker je tega veliko, lahko raziskuješ neomejeno, kamorkoli greš, imaš nove poti, nova raziskovanja. S tekom sem začel v letu 2006. Najprej sem tekel cestne teke, tu pa tam kak gorski tek. Potem sem pa podaljševal, potem sem hotel še več raziskovati, večje razdalje, počasi v naravo zahajati, daljše teke, kakšne traile. Po leta 2015 so se pa začeli ti traili razvijati tudi v Sloveniji, tako da tam se pol začeli na daljše razdalje. Na ultra traile sem začela teči, ker mi je zelo fajn biti dolgo časa v gibanju in v naravi. Všeč mi je, ko doživiš take stvari, ko si dlje časa nekje, ko se vreme spremeni, ko se dan naredi, ko se znoči in drugače dojemaš okolico in gibanje in no, to mi je res všeč. Triglavski narodni park je trenutno edini narodni park v Sloveniji. Njegova zgodovina je pa stara več kot 100 let. Pokriva namreč skoraj 4% Slovenije, zajema pa visokogorje, najvišje vrhove, Triglav kot najvišji vrh v Sloveniji, vse alpske doline. Pa tisto, kar je tudi zelo pomembno, je pa, da narodni park ni bil ustanovljen samo z vidika varstva narave, ampak tudi z vidika varstva kulturne dediščine. Sam dogodek poteka tako nekako okoli Julijskih Alp, tudi iz tega razloga, ker je v centru Julijskih Alp, v bistvu v srcu Julijskih Alp, je Triglavski narodni park
In če enkrat delaš eno tako prireditev, katero delamo mi, je pomembno, da prireditev tudi ustrezno umestiš v prostor. Se pravi, da ne posegaš v tista najbolj ranljiva območja, kajti vemo, Triglavska jezera in podobni prostori v Triglavskem narodnem parku so že tako zelo obiskani. Predvsem, ja, problem je predvsem ta množičnost. To, kar vidimo v glavni planinski sezoni, da se dogaja na Triglavu, to ni več prebavljivo. Predvsem z odnosa do narave, do živalskega in pa rastlinskega sveta. Tako da, kar se tiče samih tekačev, ponavadi se gibamo v paro, smo spoštljivi do narave, predvsem pa velja apel, da za sabo puščamo čim manj sledi. Ja, v bistvu na nek način mi je všeč, da se trasa Julian Alps Trail Runa izogne Triglavskemu narodnemu parku, da se res ohranijo tisti kotički narave, ki so zdaj neokrnjeni in se trudimo, da bi ostali neokrnjeni. Najljubši odsek bi lahko rekel, da je ravno po zadnjem delu, zadnjih 60 km, ko se vzpnemo na Stol, pa potem greben do Golice, je sicer najlepši, a obenem najtežji, ker imamo za sabo že tako razdalje, da ni tega užitka, ker je telo že utrujen. Je pa zelo pomembno, da si pozitiven, ker misli avtomatsko začnejo v negativo, ko si utrujen pa izčrpan, avtomatsko začneš negativno razmišljati in takrat moraš se potruditi, da izbiraš pozitivne misli, da misliš na nekaj lepega, ne vem, karkoli, ali pa da imaš sliko v glavi, ko greš čez cilj, karkoli, ko te dvigne. Takrat si ne smeš dovoliti, da gre v negativo, ker pol telo na nas se povleče to negativo in pol sam še bolj boli in pol sam razmišljaš, zakaj mi tega treba, ali pa razmišljaš o odstopu in tako naprej. Med krizo razmišljaš, kaj moraš narediti, da ti bo lažje, kdaj bo tega konc, kako premagati, kako si zastaviti naslednji cilj in lažje priti do njega. Ko je napovedano slabo vreme pred dogodkom ali pa pred treningom, na katerega se pripravljam, se probam res preštimati tudi v glavi, da bom malo drugače, kakor bi bilo fajn mogoče, da je. Predvsem pa moram dobro razmisliti, kaj je moj namen, kaj je moj cilj in zakaj sploh to počnem. Ker enostavno je, ko prideš do ene točke, ki ti je neudobno, je pobeg iz tega, izhod je zelo lahek. Ustaviš se, rečeš, dovolj imam in to je to. Ampak potem ti je lahko žal, ko je konec vsega skupaj, pa ti nič dejansko ni narobe s tabo. V takem primeru je pa fajn, da imaš tisti mindset v glavi, da poskrbeti moram zase, jesti moram, piti moram,
poskrbeti moram za noge, da mi je toplo, premikati se naprej in pač iti naprej. Praktično jaz vedno rečem, da ni slabega vremena, ampak so samo slabe razmere in seveda vse te slabe razmere je treba nekako, že sam kot gorski reševalec jih moram obvladati, zato ker večinoma rešujemo v teh slabih razmerah, takrat pride do nesreče in moramo biti vešči gibanja v takem mokrem svetu, takrat ko so mokre korenine, mokra skala, je težko plezati, seveda potem je megla. Je pa seveda nujno, da imaš s sabo zaščitno opremo. Pri meni v nahrbtniku, tudi julija, avgusta, boste vedno našli kapo, rokavice pa puhovko. In to me je že marsikdaj rešilo. V naravi je vedno bil dež, vedno so bile strele. In takrat je meni najlepše. Takrat ni veliko ljudi, poslušaš kapljice, ki padajo po listju, potem trava mokra, jutranja rosa. Vse take stvari so res, res čudovite. Ampak moraš jih znati razumeti, pa gledati s pravimi očmi. Niso nič groznega. Danes pa seveda se je treba to prepraviti. Imeti veliko izkušenj. Te izkušnje si pa lahko pridobimo ravno skozi neke take organizirane stvari, kot so trail teki v sklopu planinskih društev, da te ljudje naučijo. Se pravi, ta prenos znanja iz izkušenejših na manj izkušene. Take tekme še nisem v življenju tekel, to je res nora tekma vsega, ne. Padal dež, veter je pihal, sneg je padal, hladno je bilo, če nisi bil dobro napravljen, če nisi imel rokavic, kape, podkape, anoraka, se je zamrznil, dobesedno nisi mogel tudi odpreti košček čokolade, ali pa da bi pil normalno. Je pa nora tekma, ampak to je ena izkušnja za naprej, ne, da tudi v težkih razmerah se moraš navaditi. Kar se tiče samih slabih, res ekstremnih slabih razmer, to, kar smo letos lahko videli na teku, sem bil presenečen, ko sem na štartu videl kljub nizkim temperaturam, kljub dežju in pa da je organizator ves čas opozarjal, da višje zna biti sneg, da so še vedno ljudje štartali v kratkih hlačah, kratkih majicah. Namreč to je eden od osnovnih problemov, sploh pri gorskih tekačih, da imajo prepičla oblačila s sabo, da nekateri grejo celo brez nahrbtnika v gorski svet teč. Ni problem, dokler se ti gibaš, si v nekem gibanju, movingu. Problem nastane, če se poškoduješ, lahko greš za en čisto navaden zvin gležnja, moraš se ustaviti, nizke temperature, v mislih manj 10 stopinj, nič več, lahko pride do hude splošne podhladitve. Ja, na štartu sem spikerju rekel, naj poje, ne. Pa povedal sem jim tudi jaz sam, pa oni povedal, da se napravijo, pa ne bo pripravljen, ker te bo noro, to bo to izmrznili, pa niso verjeli, so se kar smejali, ne. In na koncu je bo res kar noro, tako da so kar peljali dva človeka v bolnico, en je komaj preživel. New day. Ja, točno letos mineva 40 let, ko sem začel ta gorski tek na povabilo teh organizatorjev, italijanskega reševalcev pa teh alpinistov, so nas povabili na eno tekmovanje in tam sem prišel, videl in zmagal. In leta 1984 leta smo rekli, kaj pa če bi to ustanovila zveza za gorske teke svetovno in Angleži, mi, Jugoslovani, pa Avstrijci, pa Nemci, pa Švicari. In smo rekli, najbolj bo, da bi to mednarodno tekmovanje za to zvezo in iz tega pa nastal ta gorski tek, uradno to. One of the very great things in trail running is that it's not a compete outside of a competition itself. There is a big friendliness
I dreamed about a great family, and I see we have all a great family. Thank you. Beautiful weather, beautiful country, beautiful people, and a great time so far. Thank you to everybody who put it together. Trail je v bistvu nekaj posebnega, ko se obe te perspektive mešajo. In tekmovanje, in bi lahko rekel uživanje, druženje, raziskovanje, avantura. Ja, od leta 2022 naprej smo tudi del serije UTMB World Series. To bo za nas kar en tak velik korak naprej, ker v bistvu to je taka najbolj elitna serija v svetu trail teka in to se je poznalo nazadnje tudi na udeležbi v tem letu, ker pač prinese kar veliko tujih tekačev. Letos je bilo tako recimo na teku 60% tujcev in prišli so tekači iz vseh celin sveta, z izjemo Antarktike. In ja, to je ena taka elitna serija, ki pritegne poleg domačih tekačev potem tudi veliko tujih tekačev. Je pa super tudi iz tega vidika, ker pač Slovenija je majhna država, sicer zelo aktivna država, imamo veliko tekačev, ampak vseeno teh ekstremistov za 100 in 170 km traso pa vseeno potem počasi ni več toliko, da bi ti lahko te razdalje zares dobro napolnil. In ko enkrat z eno tako serijo nekako dobiš tudi neko okno v svet, se pravi neko prepoznavnost v svetu, dobiš tekače tako na ta način iz celega sveta tudi na te daljše trase. Trail is beautiful, very technical, but beautiful, the scenery is great. But honestly, what I like more in Slovenia, the people. They are all friendly. Anyone sees you would like to help you if you need help, whether they are in the race or not in the race. So thank you very much. Well done. Na zelo dolgem teku, ko imaš proti cilju še nekaj kilometrov, posebej če so ravninski, je enostavno moraš sklopiti glavo, vso bolečino in sam se premikati naprej, sam iti. In potem mogoče, zadnji kilometer pred ciljem, se lahko začneš počasi veseliti, da si prišel čez in da imaš to izkušnjo praktično vzeto. No, zdaj plani za prihodnost, UTMB mogoče? UTMB zagotovo, ker zdaj sem kvalificiran za njega. Škoda, da bi ga spustil, če sem dobil stopnice, bi lahko rekel človek. Torej, gremo v Francijo naslednji let. Gremo v Francijo, če tja malo pa bom, ne vem, dal malo miru. Julič, velik leti, na tretjem mestu, ki smo dobili boljša med Slovenkami Barbara Julič. 170 km po 30 urah, 6 V najlepšem spominu iz tega teka imam nočni del, predvsem tam na grebenu Ratitovca, ker je bilo res, meni je bilo res neverjetno lepo. No, temu doda tudi, da sem se zelo dobro počutila. Ja, tiste zvezdnato nebo in samota in tisti veter neki ti dan, neka taka posebna energija je. No. In takrat se res lahko ustaviš, pa pogledaš malo tisto zvezdnato nebo, zapreš lučko, pa si rečeš, wow, res je lepo. Res sem vesel, da sem tukaj. So, yeah, once again, congratulations to all the competitors. Thank you to the destination, thank you to all the volunteers. And I think this year we had really an amazing event. The weather was just perfect for trail. Če delaš tek v Julijskih Alpah ali pa če bi delal tek na obali, sta si zelo drugačna. Seveda pa potem enako velja tudi za to celo svetovno serijo UTMB World Series. Naš tek ne moreš primerjati z nekim tekom v Braziliji, ki mogoče poteka tam v nekem pragozdu v Braziliji. In to je glih ta čar trail teka, se pravi, da nekako povezuješ obisk neke države, spoznaš v bistvu to lokalno okolje in hkrati, da mogoče nisi sam tam kot turist, ki se malo sprehaja od ene do druge destinacije, ampak to povežeš skozi trail tek. Kot sem prej omenil, Triglavski narodni park ni neko območje popolne divjine. Nekako naše stališče je, da skušamo vsem omogočiti obisk parka, ampak na način, ki je najmanj obremenjujoč za ta prostor. Sam sem pač mnenja, da smo v gorskem svetu zgolj obiskovalci, da je to svet živali, rastlin, to je njihovo domovanje in v prvi vrsti moramo to spoštovati.
V zadnjih 10 letih se je pa nasploh, ne samo v Sloveniji, v Evropi in pa po svetu, se je obiskovanje Narodnega parka zelo povečalo. In to je en tak paradoks tudi zavarovanih območij povsod po svetu, da je paradoks tega, da so najlepši deli narave ali pa deli sveta, ki smo jih zavarovali, istočasno, se pravi, jih varujemo, istočasno so pa to velik magnet za obiskovalce. In the Julian Alps, trail running becomes a dance with nature, a communion with the very soul of the mountains. It's about more than just kilometers conquered or records broken. It's a testament to resilience, where the mountains teach the true meaning of strength and the valleys echo with the resilience of the human spirit. Skrbimo za naravo, da ne delamo bližnjic na planinskih poteh, ker bližnjice ponavadi so razlog, da se planinska pot uniči, zato ker nastane pač nek graben, po katerem dere voda in hiter v nekem nalivu uniči to pot. In da na koncu smo spoštljivi tudi do drugih obiskovalcev, do tistih, ki so počasnejši od nas. Vedno prijazna beseda, nasmeh, pozdrav je zdravilo za vsakršnega obiskovalca. Danes smo v bistvu planinstvo zamenjali že v slovenskem jeziku v pohodništvo. To ni enako. Planinstvo ima zraven še to duhovno vrednost. Je v bistvu doživljanje nekega prostora, je v bistvu odnos do tega prostora in je bistveno več kot samo, da bom prišel do nekega vrha ali pa da bom naredil nek turistični izlet. To je bistveno več. When the race is over, the runners don't just bid farewell to the trails. They carry with them a philosophy of the Julian Alps that echoes. Run not to conquer, but to be humbled. Not to finish first, but to savor every step of the journey. Daj mi še povedati, že kdaj videl kozoroga čisto od blizu? Ja, seveda, kozoroge od blizu sem že večkrat videl. Tlele, predvsem v Julijskih Alpah, jih je cel kup. Zato smo jih tudi v bistvu umestili v logo na zadnje, kajti pač je le en tak simbol. Zdaj tako, jaz imam do div živali, sploh pa v visokogorju, neko neizmerno spoštovanje. Absolutno to pomeni, da ne silim vanje, da se skušam umakniti, sam čudim se lahko, kje oni hodijo. To je pa svet, kjer se veliko gibam, predvsem zato, ker tam ponavadi ni ljudi, ker so pač taka brezpotja. In ja, jaz pravim, da je pač to svet za bogove in izbrance in tam so tudi kozorogi. Ja, anekdota je pa to, da mi je prijatelj rekel, če mu prešvercam barvno televizijo iz Trbiža, čez Ponte, čez na našo stran. In po tej anekdoti je pa res nora. Jaz sem mislil, da pač to je normalna pot, ko lahko prideš gor, pa prideš pa do dolino, samo vremena je zafrknil, smo mogla bivakirati in na koncu je ta
anekdota tako postala, da sem ga mogel čisto reševati. Jaz sem se dol spustil v dolino, poklical sem reševalce in reševalci so potem njega potegnili ven. S televizorjem sem mu spravil na greben. Zato, ker jaz sem prišel pod steno, pa sem jim pokazal, kje sem prelezl dol in niso to sploh mogli verjeti, da je to možno, da lahko jaz pridem v takem času po taki težki smeri navzdol, ker oni so rabili približno 3 ure, da so prišli do njega. Temu sem tudi ujačal tudi treninge pa moč, da sem lahko tekmoval naprej.